Nič ni tako osupljivo, očarljivo kot je življenje, razen pisanja, seveda. Ste zapisali v pogovoru z Orhanom Pamukom, seveda iz njegove Črne knjige. Veljajo te besede tudi za Branka Sobana, za vami je blizu 1000 intervjujev z različnimi ljudmi, ki dejansko v življenju dokazujejo, da imajo kaj povedati. Ja, bi se kar strinjal, ne. Vsi moji intervjuji so narejeni v glavnem z ljudmi, ne, ki imajo kaj povedati, ne. To so intelektualci, ne vem, filozofi, pisatelji. S takimi ljudmi se najraje pogovarjam, ne, ki povejo kaj novega, ki širijo obzorja, ki plavajo proti toku, ne, ker mislim, da je v današnjem svetu preveč informacij, ki nam jih servirajo drugi, ne, ob tem pa se sami premalo sprašujemo, kaj je v bistvu za tem, kar nam ponujajo. Zločin brez kazni in Andrzej Vajda, kako sta ta dva povezana z vami? Ja, to je v bistvu zgodba, ki me zanima že zelo dolgo. Z Andrejem Vajdo, ki je v bistvu dal naslov knjigi, sem se pogovarjal po nastanku njegovega filma o Katinu. Gre za znano zgodbo iz leta 1940, ko so Stalinovi NKVD-jevci v Katinskem gozdu pri Smolensku v današnji Rusiji pobili blizu 20 000 poljskih oficirjev. V bistvu je šlo za poljsko inteligenco, ker to so bili rezervisti, niso bili samo poklicni vojaki, se pravi tudi profesori, zdravniki in tako naprej. Velika drama, velik zločin, ki so ga takratni Stalinovi vojaki v bistvu naredili na zelo podel način, z nemškimi kroglami in z nemškim orožjem, tako da so zločin pripisali v bistvu Nemcem. In ta tema je bila ves čas, v bistvu do padca Berlinskega zidu, tabu tema, in je ves čas živela v Andreju Vajdi, ker je bil v Katinskem gozdu ubit tudi njegov oče Jakob Vajda in se je v bistvu tega filma lahko lotil šele po padcu komunizma. Gre za strahoten zločin, ki ni bil nikoli kaznovan, in od tukaj naslov knjige, naslov intervjuja z njim in v bistvu nekakšna prispodoba tudi za druge zločine, ki se dogajajo danes v svetu brez kazni, ne. Noben ni bil kaznovan za atomski bombi, ki sta padli na Hirošimo in Nagasaki, nobeden ni bil kaznovan za vojno v Čečeniji, noben ni bil kaznovan za vojno v Vietnamu, noben ni bil kaznovan za vojni v Iraku in Afganistanu, ne. Se pravi, ta rdeča nit se iz Katina vleče v današnje čase in od tukaj naslov knjige. V knjigi ste zbrali 31 svojih intervjujev. Na kak način ste jih izbirali? Nekje ste omenili, da Erdogan ni prišel zraven, čeprav je bil ekskluziven. Ja, v bistvu je v resnici izbira bila zelo težka. Založbi sem skupaj ponudil 62 intervjujev in zaradi obsežnosti so se potem odločili za 2 knjigi, v vsaki po 31 intervjujev. Ta je prva, druga naj bi šla zdaj v drugi polovici aprila. Izbor je bil v resnici zelo težak, ker dobrih imenitnih sogovornikov, ki imajo kaj povedati, sem imel v moji novinarski karieri že kar precej. Erdogan je bil v resnici ekskluziva. Po spletu na ključi sem se z njim pogovarjal točno o polnoči v njegovi rezidenci v Ankari, ker je pač zamujal, bilo je v predvolilnem času, bil je na volilnih shodih po Turčiji in se vsak večer vračal nazaj v Ankaro in pač prišlo je do zamude, zato je bil intervju šele v polnoči. V knjigo ga pa nisem uvrstil zaradi razpleta dogajanj v Turčiji. Erdogan je bil po prevzemu oblasti v bistvu velik demokrat, ki pa je, kot so pokazali lanski dogodki v Istanbulu, na strahotnih demonstracijah, kjer so umirali tudi ljudje, se je iz demokrata prelevil v avtokrata in sem se odločil, da si zaradi tega ne zasluži mesta v knjigi. Knjigo ste podnaslovili Rusija, islam, zahod. O vseh bo veliko govora v pogovoru ob 5. Za začetek pa mogoče vprašanje, se vam zdi, da smo blizu ali da smo v spopadu civilizacij ali pa vendarle ne gre za to v današnjem času?
Ja, podnaslov Rusija, islam, zahod je tak zato, ker v tej knjigi obravnavam te 3 sklope, ne, v naslednji bodo drugi sklopi. Sam mislim, da je termin spopad civilizacij v bistvu nerealen, izmišljen. Po mojem gre bolj za konfliktno civilizacijo. Ne. Če tukaj recimo konkretno povemo, ne, ni Afganistan napadel Združenih držav, ni Irak napadel Združenih držav, ampak so Združene države napadale te države. Ne. Se pravi, ne gre v bistvu za konflikt med našo civilizacijo in islamsko civilizacijo. Ne. Gre bolj za konflikt znotraj naše civilizacije, ki ne zna urejati odnosov s sosedi na drugačen način, z dialogom, s pogovarjanjem, s prepričevanjem. Ne. Z orožjem se ne da prinašati demokracije in ne pripravljati sprememb. Potreben je dialog. V drugi knjigi bo naslov Kazen brez zločina. Zdaj, če je prvi recimo Katyn pa Andrzej Vajda, je drugi nekaj takega kot Jusuf Nada recimo. Obe zgodbi, oba naslova pa sta skoraj da 2 plati iste medalje, prispodoba za današnji čas, za današnji svet. Ja. Točno to. V bistvu gre za igro besed. Ne. Dogajajo se zločini brez kazni in dogaja se kazen brez zločina. Ne. Recimo, ne vem, v drugi knjigi bo precej govora o tem palestinsko-izraelskem konfliktu. Palestinci so kaznovani, ker v bistvu niso nič, nobenega zločina ni bilo, bila je samo kazen. Ne. Kazen zato, ker obstajajo tam, kjer Izraelci mislijo, da ne bi smeli biti. Ne. Se pravi, gre za isto plat, ne, podobno plat različnih zgodb. Ne. In kdaj bo druga knjiga že na voljo? Ja, v založbi pravijo v drugi polovici aprila.